Svoboda, še vemo, kaj je to. Smo danes res svobodni v tem svetu zapovedi in prepovedi? Zapovedi praktično ni več, ne? Zapoved je moralna, etična, ne? Ali pravna? Pravna je prepoved, ne? Boš kazovan, če boš, ne? Mislim, meni absolut dejstvo je, da je naša cestarica, Marija Terezija, ne, je dala jasno videti svojim pravnikom, da morajo biti zakoni, ki jih cesarski dvor izdaja, razumljivi nepismenemu kmetu. V Galiciji, prav tako je rekla. Iz pravniki, da bi pisali take zakone, da so ne razumljivi vsem. Danes imamo zakonodajo, ki jo en člena pa dva člena študira ekipa vrhunskih pravnikov cel teden in se ne morajo razumeti, kaj ti člen pomeni. Pa kaj smo mi padli? Potem imamo še eno stroko, ki bi jo morali izgnati iz vseh položajev. Tako je zaprt vse fakultete in to je ekonomija. Ker ekonomisti nimajo pojma o življenju, nimajo pojma o človeški družbi, ni o človeški duši, niti o naravi ekosistemu in svojimi modeli terorizirajo cel svet. Ne? Tako da to ni stroka, to je uzurpacija ekonomizirane družbe, medčloveških odnosov, na račun nekih analognih modelov, ne? Se mi zdi barbarsko. Ne? In če mene vprašate, jaz bi v tej trenutku vse ekonomske fakultete zaprl, dal rok en let, da prenovijo vse programe in uvedel pouk trajnostne ekonomije, kar pomeni nulte rasti, izdelke, ki so tako dizajnirani, da jih na izteku življenjske dobe tako lahko uporabljamo kot surovina za nov izdelek. Jih pa lahko vsake trenutku nadgradimo z izboljšavami tehnološko-tehničnimi, to je ogromno dela za inženirje in za raziskovalce, za domišljijo, na to graditi novo ekonomijo in ekonomijo graditi na pouku narave. Narava je vse lokalizirala, prejmo en star gost, so da je stara 200-300 let, vidimo, da je vse na lokalni ravni, vsi tokovi materije in energije so na lokalni ravni, vse se spušča in gre gor nazaj, torej nič ni na velike razdaje, nič ni na nizkih transportov. Življenje se obnavlja na minuciozni ravni, in situ, na lokaciji. In če vidimo gost, da potrebuje mega domejenega, kot je meni jasno. Narava ima za nas vse rešitve, samo mi jih možemo videti, ker smo padli na neke dogme, neke ekonomske teorije izpred 300 let, ker živimo v inštitucijah, ki so stare 200 let in nas davljajo za vrat. Torej, ta družba je potrebno prebiti prenove in v jedru te prenove je svoboda. Kako ti danes vidiš svobodo? Kaj tebi pomeni svoboda? Meni pomeni tako, da jaz ne bom menega ogrožal s svojim dejanjem. In pričakujem, da tudi meni ne bom menega ogrožal s svojim dejanjem. Z vsem spoštovanjem do sočloveka in do narave. Kratko in jedrnato. Jaz bi bo zdaj za izraziti ris situacije nekaj prebral. Sicer prevedel sem tekst Aleksandra Dunkiča, ki sem ga najdel na internetu in dodal par malenkosti. S suženjskim delom v njihovih tovarnah in podjetjih, ki so jih zgradili naši pravi in stari starši, služimo denar, ki ga tiskajo oni. Kupujemo industrijsko predelano GSO hrano v njihovih hipermarketih, se zabavamo z vsebinami njihovih medijev, jemljemo kredite v njihovih bankah, v avtomobile, ki so jih sestavili v njihovih tovarnah, dotakamo njihovo gorivo, na volitvah glasujemo za politike, ki so na njihovih plačilnih listah in delajo, kar jim oni naročijo, uporabljamo omrežja in pametne telefone, ki jih oni nadzorujejo in s katerimi nam prisluškujejo, stres in utesnjenost zdravijo z njihovimi tabletami, preventivno cepimo otroke z njihovimi cepivi, pošiljamo otroke v šole, ki jim diktirajo njihove programe, verjamemo njihovi indoktrinirani znanosti in odkritjem njihovih znanstvenikov, strokovnjakov, pijemo vodo obogateno z njihovimi nečistočami in strupi, dihamo zrak, katerega kemično zaprašujejo letala po njihovih navodilih,
Po ulicah gledamo, kako se otroci drogirajo z drogami njihove proizvodne, ki pridejo po njihovih distribucijskih poteh, sodelujemo in spremljamo vojne, ki so se pomislili in jih financirajo oni, gledamo njihove parade in njihovo propagando in ko zbolimo od vsega tega, nas zdravijo z njihovimi kemičnimi zdravili v bolnišnicah z njihovo tehnologijo, kjer za zdravljenje porabimo ves denar, ki smo ga težko prigarali in privrčevali, pa še naprej verjamemo njihovim lažem, da je vse normalno, da je vse kot mora biti in da smo svobodni. Preverite in razmislite, kdo so oni. In pa še ena lušna z interneta. Zaposlimo se, da bi si lahko privoščili življenje po naši meri. Toda ves naš čas porabimo za delo, na koncu pa ostanemo brez časa za uživanje življenja, zaradi katerega smo se zaposlili. To zelo na hitro svobodi. Zdaj bi pa tebe za zaključek povabil, da bi nekako pozitivno zaključil, da bi pozitivno nagovoril ljudi. Aha, torej v izogib same negativnosti današnje. Tako. Bi rekel takole, da vsem, ki to spremljate, bi želel, da se zavedate svoje človečnosti. Človek z veliko začetnico je človek velikega srca. Ni človek samo razuma, kateri razum je, kot pravi naša modrost, je zelo dober služabnik, pa zelo slab gospodar, tako kot ogenj. In če bomo uporabljali samo goli razum in racionalnost in pozabili na svoje srce, potem ne bomo mogli izboljšati tega sveta. Torej, pot srca je pot sočutja in je pot razumevanja med ljudmi in le to nas vodi v nek nov svet, drugačen svet, boljši svet, v svet, ki bo prinašal bratstvo med ljudmi. Vse John Lennon ima krasno pesem Imagine, kjer pravi, ki poje of brotherhood of man, o bratstvu med ljudmi. Jaz ne želim, da skupaj gremo v smer tega bratstva in našim otrokom zagotovimo bolj prijazen svet v prihodnje. Prav. Prijateljice in prijatelji, ne pustimo, da nas vodijo v njihovo zgodbo. Zbudimo se, pogledamo okoli sebe, razmislimo, v kakšnem svetu živimo. Je to svet, ki ga sanjamo, ki si ga želimo. Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu, je dejala Mahatma Gandhi. Začnimo spreminjati svet, vsak sam pri sebi in vsi skupaj lahko spremenimo svet na bolje. Moj prijatelj pravi, zares dobro je takrat, ko je dobro za vse. Anton, najlepša hvala za tvojo prisotnost, pripravljenost deliti tvoje modrosti z nami. Lepo se ti zahvaljujem, upam, da bomo še kdaj nadaljevali in ti želim veliko sreče in veliko uspešnosti v tvoji nadaljni poti. Hvala. Vse dobro, tudi od mene. Srečno.